Pozdravljeni. Na vrsto je prišel prispevek pred kvalifikacijami, seveda velike nagrade Singapurja. Preden bomo skušali razumeti pravo razmerje sil v luči prihajajočih kvalifikacij, si bomo seveda ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. Tokrat si bomo ogledali tisto, kar smo videli, in tudi nekaj, kar nismo videli. Našo pozornost bomo usmerili k 4 ekipam in začenjamo pri Alfa Tauriju. Tu so predstavili novo vpetje glavnega aerodinamičnega profila sprednjega stabilizatorja. In če pogledamo tako malce na hitro, bomo videli, da nič posebnega. A treba ga je primerjati s tisto rešitvijo, ki je bila v veljavi prej. In kot vidimo, predtem so pri Alfa Tauriju in njihovem bolidu AT03 imeli malce bolj, imenujemo jo sofisticirano rešitev. Glavni profil se je upel v nosni konus nekje na sredini celotne višine. Sedaj je klasično pritrjen spodaj. In vidimo lahko še eno zanimivost, ki je po mojem seveda odraz tistega, kar se dogaja tukaj. Na sam tehnični pregled so mehaniki praktično potisnili bolid s starejšo rešitvijo. In to zaradi tega, da mi, navdušenci, ne bi prehitro prišli do takih fotografij. A pojdimo k McLarenu, kjer bomo novejše rešitve videli samo na bolidu Landa Norrisa. A verjetno je marsikdo izmed vas bral, da bodo pri McLarenu imeli drugačno barvno shemo. In o tem se je pisalo mnogo, morda, vsaj po mojem okusu, bistveno preveč. A vkolikor je nekdo izmed vas videl pričujoči posnetek, bo verjetno razočaran, kajti v resnici bolid na tem posnetku je tisti iz začetka sezone. Vmes smo imeli na veliki nagradi Francije prvo veliko posodobitev. Ampak zakaj pravzaprav gre pri McLarenu? Videli bomo čisto novo obliko tam v bočnih strukturah in predvsem v hladilnih režah na bokih. Vidimo lahko, da na bočnih strukturah je večje območje, ki ga zasedajo hladilne škrge. Oblike so malce bolj oglate, ampak bistvena sprememba je pri hladilni reži. Če se spomnite tiste prvotne rešitve, je bila špranja nekako eliptične oblike oziroma pravokotne z lepo zaobljenim zunanjim delom. Sedaj se je zadeva izjemno približala, vsaj po navdihu, tistemu, kar smo videli pri Red Bullu RB18. Spodnji rob izstopa v primerjavi z zgornjim in seveda na vogalu vidimo, da se je sama špranja v bistvu malce razpotegnila. Kot sem vam že omenil, te spremembe bodo vidne na McLarenu številko 4 in ne na onemu, ki nosi številko 3. Kar je logično, imajo en set in dali ga bodo tistemu vozniku, ki ostaja v sami ekipi. Tu pri McLarenu še ena zanimivost. Poglejmo si, kako izgleda njihov prednji stabilizator z glavnim ter pomožnimi profili. Marsikdo bo dejal, nič kaj takega. A če pogledamo tisto območje, ki gre proti kolesu, bomo videli, da pravzaprav samo obliko pomožnih profilov ustvarjajo podoben zračni kanal, kot smo ga videli pred leti, ko so skušali zračni tok odmakniti od same pnevmatike. Tudi končna plošča je seveda zavihana tako, da to omogoča.
Nič novega, ampak zopet zanimiv posnetek, kjer zadevo vidimo iz nam malce bolj razumljivega zornega kota. Namreč pri ukradenih posnetkih se mnogokrat zgodi, da mi, navdušenci, pravzaprav ne vidimo tistega, kar nam določeni strokovnjaki razlagajo. A če smo pri Alfa Tauriju in McLarenu videli določene spremembe, je sedaj na vrsti prišlo tisto, kar pravzaprav ni prisotno. Začenjamo pri skuderiji Ferrari. Namreč mnogi izmed navdušencev so pričakovali novo dno. A tega tu v Singapurju enostavno ni. Seveda, treba je bilo počakati fotografije samega dna, ki ga bodo montirali na F1 pomišljaj 75 in tu ni nobenih dvomov. Sprememb, ki so jih mnogi pričakovali, tu ni. Verjetno tudi zaradi raznih grbin na asfaltu, ki bi izničile to novost. Namreč pri FIA so celo nekako omilili zahteve, že tolikokrat citirane tehnične direktive 039/2022, prav zaradi stanja na sami asfaltni površini, ki bo veliko pripomogla k temu, da pravzaprav vsi bodo imeli težave s skakljanjem. A to, da pri skuderiji Ferrari pravzaprav nimajo kakšnih večjih novosti, je lahko tudi politično dejanje. Vsi mi smo pričakovali, da pri Red Bullu bodo v Singapurju končno predstavili olajšano šasijo. A od tega vsaj zaenkrat ne bo nič, namreč pri ekipi z Milton Keynesa niso prijavili novosti, kar se tiče šasije. In znano vam je, da krožijo govorice po pedoku, kako sta dve ekipi v lanski sezoni prekršili omejitev proračuna. Govori se o Aston Martinu in seveda Red Bullu. Zdaj, pustimo pri strani polemike, zakaj je potrebno toliko časa, da take novice pridejo na dan. Uradna poročila bodo znana naslednji teden. A tu bi se rad ustavil pri neki zanimivosti. Se morda spomnite afere Crashgate? No, v javnost je prišla šele naslednje leto, točno za vikend posvečen veliki nagradi Velike Britanije. Torej, lahko malce špekuliramo in tudi zatrdimo, da je zadeva malce pilotirana, kajti govorice o tem, da so pri Red Bullu šli čez omejitev proračuna, so prisotne že pred tistim poletnim premorom. A sedaj, kaj lahko sledi? Namreč govori se, da pri Aston Martinu so prekoračitev nekako izvedli znotraj 5%, kar pomeni manjšo kršitev in seveda samo denarno kazen. Pri Red Bullu naj bi bila, in ponavljam, naj bi bila prekoračitev večja. In tu seveda sedaj se morajo odločiti, bo kazen finančna ali tudi športna. Ne vem, nimam dostopa do vseh podatkov in sklicujem se le na govorice. In to, kar sem vam sedaj predstavil, je povzeto po članku, ki je bil objavljen v italijanskem časopisu Corriere della Sera. A kljub vsemu bomo videli, kaj pravzaprav bodo storili pri FIA, kjer so zaenkrat bili izjemno trdne roke. A tokrat, preden gremo še na tisto razmerje moči, ki so ga pokazali prosti treningi oziroma ki sta ga pokazala prosta treninga, bi rad vašo pozornost usmeril še k eni zanimivosti. Pred začetkom vikenda v Singapurju je bilo stanje glede elementov pogonskih sklopov sledeče. In kot vidite na vaših ekranih, so imeli pravzaprav vsi vozniki ogromne težave, kar se tiče menjav, razen v večini primerov oni, ki imajo pogonske sklope Mercedes. Seveda tudi tu imamo dve izjemi, ampak generalno gledano
so zaenkrat še vsi znotraj tistega, kar je pričakovano. Znak, da pri Mercedesu so delali bolj na zanesljivosti kot na sami moči, za razliko od onega, kar je na primer Mattia Binotto povedal za Ferrari. Vsaj tako kaže ta preglednica in nikjer ne piše, da pri ekipah s pogonskimi sklopi Mercedes ne bomo sedaj videli kakšnih menjav. A posvetimo se sedaj tudi razmerju, ki so ga pokazali le ekipe v prvem in predvsem drugem prostem treningu. Za začetek bi rad poudaril, da predvsem v nočnih dirkah so rezultati prvega prostega treninga tisti, ki povedo v bistvu najmanj. Namreč običajno se odvijajo v poznih večernih urah, ko je sonce še na nebu in imamo drugačne pogoje, kar se tiče vidljivosti in predvsem temperature same asfaltne površine. Ko sonce zaide, začne temperatura samega asfalta strmo padati in drugi prosti trening je seveda kot običajno tisti pravi pokazatelj v primeru nočnih dirk, kot je ta v Singapurju, pa še toliko bolj. Zato rezultat prvega prostega treninga ne sme biti neko vodilo. Seveda, dobra predstava, kar se tiče tovarniške ekipe Mercedesa, predvsem z Lewisom Hamiltonom, a njegovo prvo mesto ni nič, kar bi moralo privabiti velike nasmehe na usta navijačev seveda te ekipe. Po drugi strani smo videli, da kar nekaj voznikov je imelo težave. In to dokaj resne. Govorim na primer o Charlesu Leclercu z njegovimi rahlo čudnimi težavami, kar se tiče zavora. A poleg ostalega moram priznati, da kaj presenetljivega nisem videl. Nažalost, niti ne na dnu same lestvice, kjer vidimo po večino voznike, ki v naslednji sezoni verjetno ne bodo del cirkusa Formule 1. A na začetku drugega prostega treninga smo videli, da tako pri Ferrariju s Charlesom Leclercem kot pri Red Bullu z obema bolidoma so imeli določene tehnične težave. Tehnične težave, ki so zahtevale dolgotrajne operacije. Videli bomo seveda, ali so zamenjali kaj pomembnega in kako bo vplivalo to na same kvalifikacije. Tudi pri Alpinu na bolidu Alonsa so se zadeve malček zavlekle. A na koncu smo videli rezultat, ki nam kaže malce bolj realno sliko. Kot smo videli na mnogih velikih nagradah doslej, sta Ferrarija tam spredaj. Vsaj kar se tiče rezultatov v petek in pričakujemo lahko, da bosta tam spredaj tudi v soboto. Z eno razliko, da je bil tokrat Carlos Sainz mlajši hitrejši od Charlesa Leclerca. Kot sem povedal, Charles Leclerc praktično izpustil polovico prvega prostega treninga in polovico drugega prostega treninga. Zato je lahko tudi to vplivalo na sam rezultat. Ne smemo kar tako odpisati Maxa Verstappena in seveda Red Bulla RB18. Kljub vsemu tistemu, kar sem omenil v prvem delu tega prispevka, je še zmeraj tisti voznik, ki je na dobri poti, da bo postal svetovni prvak. Zato tokrat je šlo lahko na prostem treningu tudi za malce taktiziranja, za recimo temu izogibanja potencialnim trkom z zaščitnimi zidovi in podobno. Namreč rezultat prostega treninga ne vpliva ne na štartni razpored, ne na delitev točk po dirki. Zato bi lahko pričakovali, da so tu pri Red Bullu tudi malce gledali bolj na strategijo, kar se je videlo pri izboru pneumatik in seveda ohranjanju samih bolidov. Perez, kot običajno, je bolj zadaj. Ampak videli smo, da Mercedes je bliže. Niso seveda tako hitri, kot smo videli Lewisa Hamiltona na prvem prostem treningu, ampak so tam bistveno bliže, kot so bili na primer na veliki nagradi Italije.
Na to med tistimi, ki sledijo, bi rad izpostavil dobro formo pri Alpinu. Vidi se moštveno delo, vidi se rezultate, ampak v preteklosti smo mnogokrat videli, tudi še pri ekipi Renault, da so dobri rezultati iz prostih treningov se le težko nekako pojavili tudi na kvalifikacijah in dirki veliko nihanja, zato bodimo previdni. A če smo pravzaprav iskreni, kar so pokazali tej prosti treningi, je to, da razen Mercedesa, ki je naredil korak naprej, vsi ostali so praktično tam, kjer smo jih vajeni. Težava je v tem, da na zadnjih 3 mestih imamo Ricciarda, Schumacherja in Latifija. Zopet trojico voznikov, katera si ne bi smela dovoliti biti tam. A mogoče je kdo izmed vas bral, da velika nagrada Singapurja je verjetno največja priložnost, da Mercedes pokaže najboljši rezultat v letošnji sezoni in govorimo o zmagi. Kar smo videli, vsaj na prvem in drugem prostem treningu v luči kvalifikacij, je to, da v drugi štartni vrsti bi lahko bili, kolikor se jim uspe prebiti v prvo, bi to pomenilo, da lahko bi se resno borili za zmago. Drugače, menim, da bo na samih kvalifikacijah prva vrsta določena med obema voznikoma Scuderie Ferrari in seveda Maxom Verstappenom. In menim, da se tu mnogi izmed vas strinjate z menoj. A seveda, kar se tiče našega prispevka pred samimi kvalifikacijami, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.